Kot kaže, Slovenija do leta 2033 še ne bo opustila uporabe premoga. Na to nismo pripravljeni, opozarjajo gospodarstveniki. Enako sporočata tudi energetski in premogovniški sindikat. Šaleška dolina pa svari, da je treba oblikovati ustrezne socialne in ekonomske programe za pomoč tamkajšnjim ljudem. Vesna Deržek-Sovinek. Medtem ko strateški svet GZS-ja predlaga poznejše zaprtje, prvi mož HSE-ja glede zaprtja v letu 2033 opozarja. Kako bomo sploh do tega letnika prišli, ker termodivizije so podvržene velikim finančnim bremenom. Med 2036 do 2038 izpeljemo domačo nalogo na področju okoljevarstvenega dovoljenja za delovanje jedrske elektrarne, bloka 1. V dolini opozarjajo, država mora pripraviti usklajen program celovitega, tudi socialnega prestrukturiranja. Sredstva iz tako imenovanega mehanizma za pravičen prehod, kjer je v Sloveniji pripada nekje 235 milijonov nepovratnih sredstev. Mi smo prijavili preko 1,1 milijarde evrov projektov, brez da upoštevamo Zasavsko regijo. Olje na ogenj priliva še energetski sindikat svojo študijo o posledicah predčasnega zaprtja, ki razkriva, da bo leta 2035 nastala težava z električno oskrbo, ta bo tudi dražja. Slabe 1/4 milijarde evropskih evrov pa da je pljunek v morje sredstev podnebnega sklada, ki ga polnijo prav emisijski kuponi Teša. Do leta 2038 naj bi se tako študija v tem skladu nabralo dobri 2 milijardi evrov. Plačila Termoelektrarne Šoštanj v podnebni sklad so najboljša osnova za financiranje izgradnje obnovljivih virov energije. Terjajo tudi spremembo strategije. Treba zapisati zavezo politike, da nihče izmed zaposlenih v skupini Premogovnika Velenje in Teša ne bo ostal brez zaposlitve oziroma socialne varnosti. Strategija je v javni obravnavi še dobra 2 tedna.